Lahko mogoče kaj več poveste o tem razpisu za nevrološko kliniko, recimo, koliko je do ponudnikov, kdo so do ponudnikov, kaj natančno je bilo pravzaprav narobe, zakaj ste ga razveljavili? Podrobnih ponudnikov niti na pamet ne vem, vse to lahko dobite vse podatke, tako da ne bom koga izpustila ali pa prešla mimo. Dejstvo je, da je postopek, da se je vmes med postopkom dogajalo vse sorte spremembe meril med drugim in po ugotovitvah vsak postopek, ki zelo dolgo teče, in ta je tekel skoraj 2 leti, seveda je veliko večja možnost, da pride do odstopanj, ki niso skladna z zakonom. In glede na to, da je ob samem mojem nastopu tukaj na ministrstvu bilo evidentno, da so javna naročila eden izmed večjih odprtih težav, sem jaz dala izjemen poudarek na to in želim, da spravimo javna naročila v postopke, ki jih pač predpisuje zakonodaja. Jemite mi prva sem, ki bi si želela, da lahko gredo postopki naprej, določeni so tudi šli, manjši sicer, ta je zelo velik zalogaj, je okrog, mislim, da 9 milijonov evrov celokupno in enostavno smo morali se tako odločiti, ampak istočasno imamo zastavljeno, kako se izvede ponovno postopek. Če mi prav razumemo, se je s tem zavrla preselitev nevrologije vse za 1 leto, recimo, ne? Prvič, kdo je odgovoren za to? Ali boste iskali odgovorno osebo? Vemo, kdo je vodil komisijo, ki je odločila o tem, vemo, kdo je zastopal nevrološko kliniko, v tem smislu, kdo je sestavil ta razpis, ali bo ti ljudje odgovarjali? To je prvo vprašanje. In drugo, v kolikšni višini bo tekel ta novi razpis za celotno opremo, torej za 9 milijonov, ali tako kot v kombinaciji stara in nova oprema? Na prvo vprašanje gotovo bomo raziskali, kje je odgovornost za to. Gotovo, torej s tem nismo zaprli stvari. Drugič pa, kako bo javni razpis v kakšni vsebini bi naj bil izveden, je pa glavni cilj v tem, da če so bile vsebine dorečene, ki so jih imeli kar nekaj čas pregledovati tehnično, mislim, da je to trajalo tudi skoraj 1 leto, potem vzamemo zdaj to kot dejstvo. Ne bomo šli zadev nazaj, da biti spreminja, če se v nekem trenutku veljali. Torej, to vam načelno lahko odgovorim, da moramo vzeti pač nekaj zadev, ki so narejene, da so dobre, da gredo dalje, zato, da se postopek čim hitreje odvija. Seveda vsak postopek zahteva svoj čas. Glede na to, da se bo zdaj postopek še dodatno zavlekel in da se zgodba za nevrološko kliniko vleče že par let, kaj boste zdaj storili za bolnike v tem času, preden pride nova oprema? Jaz osebno težko rečem, kaj lahko mi storimo. Mi bomo speljali to, kar je v naši ingerenci. Naprej za vodstvo kliničnega centra pa seveda dogovarjamo in iščemo rešitve, ker ste omenili, nekaj let se je gradilo, vse se je gradilo mnogo let. Torej ne pričakujemo, da nekaj, kar se je dogajalo 5 ali 10 let, da bomo lahko rešili pa v mesecu decembru. Verjamem pa, da bomo z skupnimi močmi, z vodstvom kliničnega centra, z predstojniki, ki seveda jim prisluhnemo, znali narediti in moramo narediti izboljšave in tudi znati preživeti nek čas, kjer mogoče ni ene bypass rešitve. Žal je temu tako.